En lep pozdrav v oddaji Kuhajmo z Malinco. Danes je z mano prav posebna gostja, Anita Šumer. V zadnjih letih je postala priznana mednarodna mojstrica peke z drožmi, pa ne samo kruha, tudi drugih dobrot, ampak o tem nam bom povedala malo več kasneje. Je pa tudi avtorica knjige Družomanija. Tudi to bi bilo fajn, da nam nekaj predstaviš, da dobrodošla in hvala, ki si se odzvala vabilo. Toplo dobrodošli in najlepša hvala. Ja. Jaz mislim, da naši gledalci malo se to še moč sploh ne ve, kaj so to droži, teda jaz predlagam, da Anita nam ti sploh poveš, kaj so to droži. Kaj so to droži? V bistvu so to samo preprosta zmes moke pa vode. In zakaj se to uporablja? Uporabljamo lahko za kruh, za druge vzhajane izdelke, za slane, za sladke, pa tudi pri kuhi, pa pri drugih vrstah peke lahko uporabljamo. Kakor sem si jaz za to prebrala, se v bistvu droži uporabljajo namesto kvasa. Ja, v osnovi je to najstarejši način priprave kruha, tako da pred iznajdbo pekovskega kvasa so večinoma pekli na takšen način. In kako tudi, da si se v bistvu ti odločila začeti ukvarjati s tem in koliko časa nazaj? Vse se je začelo približno pred 7 leti, ko so možu Sašo odstranili žolč in potem ni mogel jesti kvašenega kruha. Ker sva zelo velika kruholjubca in se mu nikako ne moremo odpovedati, sem potem začela raziskovati, kako je še mogoče peči. Se veš, soda, bikarbona, pa pecilni, mineralna voda, ampak nič od tega ni bilo, ne? Ni ta pravo, ne? Ni ta pravo, ni bilo tiste hrustljave skorice, pa tiste puhaste mehke sredice, kot pa s pekovskim kvasom. Dansko z drožmi, pa lahko jaz pokažem. Jaz sem danes dobla, jaz sem včeraj še malo rekla, upam, da bi prinesla kak kruh, ker je res ful dober. Zdaj sem ga v bistvu, enkrat sem tvojega jedla, pa enih parkrat sem si ga v trgovini kupila, ampak to je tisti tvoj, hvala, daleč najboljši. Sem neka, To je ena polovička. 2 kruhca smo dobila, en zame, en za Filipa. In bi zdaj oba odprla in vam ga pokazala. Mogoče tole Renata, bo še mogo malo bilo blizu posnet. Poglej to. Če daš pa skupaj? Ja, takle. Je pa srček. Evo. Evo. A ni lepo? Hvala. Bom pol to še odrezala, pa vam pokazala. Da vidimo, kaj je znotraj. A pa lahko zdaj že v bistvu. Lahko? Dajmo, da pokažemo. Bomo enkale nož vzeli, da vidite, koliko je to puhasto. Pa hrustljavo. Pa že ko se reže. To je še bolj poln kruh. Ja. In to čist brez kvasa. Čist brez kvasa, sam naravni kvas. Moka, voda, sol. To je to. To je to. Enostavno. Poglejte tole. Božansko, jaz kom čakala, da končava snema, da ne bomo pokazali. Ja. Super skorica, mehka sredica, to je to. To me morda naučiti, evo. Bomo naredili začetek. Kako sploh priti do tega. Pa mogoče kar ljudema začeti, ne? Tako, če si zajem, tole sem dala stran. Takle, potem pa lahko začnemo. Tako? Evo. Tako deva. V bistvu bomo potrebovali samo 2 sestavini. Torej za pripravo droži zdaj pripravljamo. Za pripravo droži, če jih nam slučajno nihče ne podari, ali pa če ne pridete na delavnico k meni, jih pa naredite sami. Torej lahko doma sami naredimo. Seveda. Eni pravijo, to zelo zakomplicirana zadeva. Ni. Potrebujemo moko, vodo, čas, potrpežljivost, vztrajnost pa ljubezen. Dobro. Pri vseh drugih stvarih. Dobro, razumemo. Jaz sem pozabila iti nalit vodo. Grem nalit zdaj vodo iz filtra lahko, pa nam ti vmes lahko poveš, na kak način se bo to pripravilo. Jaz poprijem takoj nazaj. Prav. Torej, za začetek priporočam, da seveda uporabljate tehtnico. Tehtnica bo kmalu postala vaša najboljša prijateljica. Potrebovali boste tudi en kozarček, približno do 400 ml. Najbolj lepo čist opran, ne od kakšnih kumaric, da se ne bodo družine vzele vonja. Potem potrebujemo tudi dobro moko. Sama za začetek priporočam ali rženo moko ali pa kakšno pšenično polnovredno moko. Če je le mogoče, naj bo ta ekološka, kar bodo, kako bi rekla, ti mikroorganizmi hitreje v njej zaživeli. Torej imamo rženo moko. Tako. Koliko pa dama, to si jim že povedala? Ne še. Zdaj sem samo razložila, v bistvu, kaj potrebujemo, pa da je fino, da je moka tudi ekološka. Tako se strinjam. Upravljamo malinci na rženo moko.
Sam postopek na začetku traja nekje 6 do 7 dni. Okay. Poleti se zna zgodi, da bodo hitreje vse delalo. Ko bo toplo, ja. Ker je topleje, tako je, po zimi malce počasneje. Okay, dobro. Prvi dan, a greva najprej po dnevi? Ja, najboljše, tako da nam poveš, da bomo mi to znali pol doma. Torej, po izkušnjah, večkrat sem ta postopek že ponovila in sem videla, da res dobro deluje. Okay. Tako da prvi dan bomo zmešali 20 gramov moke, pa 20 gramov vode. Zato sem rekla tudi, da bo tehnica naša najboljša prijateljica. Aha, ok, dobro. Evo. Torej gremo po gramih. Ja, bo... Torej 20 gramov vode. Tako, pa 20 gramov moke. Ok. Torej, to je prvi dan. To je ta prvi dan, tako je. Smo rekli, pa kako en teden približno traja? To je nekje 6 do 7 dni. Ok. Poleti se zna zgoditi, da pač se malce tudi hitreje dela. Evo, ok. Najlažje bomo premešali kar z ročajem. Z ročajem? Ja. Pa te droži, ko jih enkrat narediš, pa imaš to za skos? To imaš za zmeraj. Cool. Ja, recimo... Jaz sem brala, da si ti naredila jih pred 7 leti, pa da jih še imaš vedno. A je to res? Res? Čisto res. Ojoj. Mislim, ful dober. Ja, v bistvu nikoli ti jih ne zmanjka. To je tako malo tako kuna kombuča. Ja, vedno si pustiš nekaj zadaj, za naprej. Ali pa kot kefir. Ja, isto. Same naravne fermentirane stvari. Torej fermentacijo se učila. Fermentacija je ključ do izboljšanja prehranske vrednosti. Zelo... Zato je ta kruh bolj zdrav kot pa iz kvasa. Res, da traja malce dlje časa celotni postopek, ampak dejanskega dela pa ni toliko več. Ni več, ja. Sam pač čas, mislim, mora preteči vmes, da je prav. Vmes pa potem mi seveda spimo. Gremo v službo, gremo na planine. Samo se pa dela. Tako, ali fino? Ja, super. Evo. To je v bistvu prvi dan. Ok. Kot se 7 let smo rekli? Ja. So te moje druži stare? Ok. Pa imajo. Ja. Cool. Tako prijetno dišimo mlečno, jogurtno. Ja, po jogurt, ja. Nekje. Ja, tako. Rudel, kako pa to, da si se odločila za ime Rudel? Rudel, ja, to smo se pa s Sašem možem hecale. A veste, to so moje druge družine. Ja, to sem videla, da so druge. Ja, sem prebrala. Prve niso preživele. Nisem vedela, kako naj se bojim za nje, kaj je potrebno paziti. In tako da sem potem naredila svoje druge družine. In ko so uspele, sem jih seveda poimenovala. Ker če jih poimenuješ, spostaviš en tako vez z njimi. In potem bolje skrbi za nje. Ok, dobro. Tako da ja, potem sva, drugače sem videla, živela v Lovrencu na Pohorju. Ok. In potem sva se hecala, kako nama ime in pa sva rekla, da ima Rudel, da je krepak, pohorski det. Pa je preživel, ne? Pa je preživel, se vidiš. Ok. To je to. To je recimo prvi dan. Dobro. Drugi dan. Ja. Znova dodamo v zmes 20 gramov moke, pa 20 gramov vode. Torej to štima je postila, da bom zdaj jaz te svoje prve družine naredila. Ja, še vedno. Ok, dobro, jutri moram torej dodati 20 gramov moke, še pa 20 gramov vode. Ok, dobro. Tako. Tretji dan. Tretji dan pa damo 30 gramov moke, pa 30 gramov vode. Ok, razumem. Vse premešamo. Vedno premešamo. Vedno premešamo. Vedno želimo dobiti eno tako homogeno zmes, da ni suhih delov, da ni grudic. Ok. Bi bilo zanimivo tudi od blizu pokazati. Ja, boš še od blizu pokazal. Ja. Nobenih suhih delov. Bolje je, da je tako malo bolj gostejša. Aha, ok, da nič tekoče. Ne sme biti tekoče. Ok, no vse, če upoštevamo navodila, potem ne smela. Ja, pa prosim, upoštevajte zdaj z rženo moko. Ja, rženo moko. Pirina je fajn za v kruh, ampak za drži pa ni najboljša. Le, bomo naredili z rženo, ja, v redu. Evo. Ok. In potem smo prišli do že četrtega dneva. Ja. Imamo že približno, mislim, na okoli 180 gramov te zmesi. Ok. Takrat, običajno tretji, četrti dan se živi nekje v kozarčku, evo sem prenesla. To imamo vse demonstracije zraven. Ja. Aha, to tudi naraste. To naraste, to oživi, to je... Aha, to je četrti dan. To je četrti dan. Ok.
Dobro. Aha, poleg dodajamo, prve 3 dni dodajamo, pa ne več naprej, glede na to, da je polno. Sej, evo, pride zdaj 3-4 dan, ker včasih se naredi, da se mogoče zmes malce prehitro zakisli. In ko se zakisli, ti mikroorganizmi pol niso več tako aktivni. Kje pa, to sem še hodila vprašati, kje pa vedno zunaj. Prvih 6 do 7 dni vedno hranimo zunaj. Torej pač na pultu kuhinje. Dobro, sem to, da vemo, dobro. In potem 4. dan, ko vidimo, zmes še začne naraščati. To bi bilo tudi fino pokazati, kako fajn izgleda. Ker našemu kamermanu povedati. Evo. Od blizu. A se lepo vidi, mehurčki? Ja, vidijo se. Odlično, to da bodo videli gledalci, koliko morajo to zgledati, da bodo pol pravilno izvedli vse skupaj. Da bo res lepo puhasto, mehurčkasto, živo. Tako. Zato zmes oživi. In? Živo. Mogoče tudi še bomo malo pomešali, ker se bo tudi fajn videlo. Dajmo. Mesto malo omakljene stvari. Aha, to boš pa zdaj razdelila. Zdaj bom pa To je 4. dan, to je 4. dan. Polovičko bomo uporabili za palačinke. Drožalinke, evo smo že pri njih. Tam smo namreč vzeli puhaste palačinke z drožmi, ki jim praviš drožalinke. Torej danes delava drožalinke. Torej polovico mase bomo uporabljali za drožalinke, polovico damo v drug kozarec, pa predvidevam, da potem spet hranimo naprej. Dobro. Dobimo novega hišnega ljubljenčka, ki pa je strašno nezahteven. No, to je super, to mi je všeč, da nimam pa povedala z njim, ko imam dva psa. Pa ne rabiš še tretjega zraven, ki ga moraš tak nahraniti, pa ne rabiš. Mogoče pa bomo zdaj šli malo pogledati, kako izgleda tukaj to od blizu. Tako puhasto. Puhasto, ko je ena čokoladna penica, ne? Recimo. Tako un sufle, kakšen. Kaj je fino. Jaz sem vedno bolj lačna, ko to gledam. Je prijetno? Ja, ful. Bi še v bistvu rekla. Ja, pa tako, da punimo s kajočim testu diši. Spet pa ne tako, recimo, če pripraviš testo s kvasom, ima ful močen vonj. Vonj, tako pa nešen, Ja. Cool. Evo, bomo vzeli polovico stran, pa bomo dali v svež kozarček in bomo potem hranili naprej. Pa bomo z ostalo naredimo mine pol palačinke. Ti pa nam bo še povedala pol kak s to drugo polovičko naprej. Kaj naredimo, tako je. Odlično. Evo, to je polovička, tole. Pa bomo si kar pripravili za palačinke. Deva. Aha, ti boš dala to. Prvo damo torej v bistvu lahko noter tole. Ni važno, kak je vrstni red. Pa bomo tako dali mleko zraven. Ali pa tudi kak rastlinski napitek bi lahko uporabili. Aha, lahko, dobro. Lahko narediva čisto veganske palačinke. Ja, tudi lahko. Pa damo koliko smo mleko? Ali bomo danes... Ne bomo danes, ker bomo se držali standardnega recepta. Lahko dava namik. Dobro, zdaj ima se pa standardnega recepta danes držati. Ja. Koliko pa dava mleka? Ni. Ali naredimo kar po občutku? Jaz mislim, imam recept, tako da lahko damo 200 gramov mleka. 200 gramov? Aha, delaš ti kar po vse programi? Jaz še tehtam. Ja, sem se naučila. Tako da ima 200 gramov? Ja. Najboljše, da jih kar namočimo, da se bojo razpustile. Ups, v redu? 200. Dobro, 200 sva dali. 200 gramov mleka, zmešamo. To bomo dali v bistvu kar na stran. Pa bova dokončali tisto. Pa bomo pa nadaljali. Pa je treba dati na stran? Ne, ni treba. Sem da bomo dokončali ta postopek. Dokončamo postopek, prav. Dobro, se lahko še ga zmešam? Ne. Dobro. Postopek naprej. Mama, zdaj to je 4. dan bil. To je 4. dan. Polovičko smo dali drožalinke, polovičko hranimo naprej. Dobro. Hranimo naprej in... 7 dni traja, torej še 3 dni nas čakajo. Tako nekje. Vedno na sobni temperaturi, kozarček naj bo priprt, ne do konca zaprt. Aha, torej ne za široko. Ne čist do konca. Dobro. Malo je fajn, da zrak prehaja. Ja, razumem, Dobro. Takole. Bo pa imamo 5., 6., 7. dan, dodajamo po 30 gramov zraven. Vode. Moke vode isto razmerje. 30 gramov moke, 5., 6., 7. 30 gramov vode. Če se slučajno kje tu vmes zgodi,
da ta zmes potem več ne narašča, se spomni, kako je bilo lepo puhasto. Ja, da je bila visoka, ja. To se včasih naredi, ko se zmes preveč zakisli. Aha, ok. Potem naredimo en SOS. Ok. Čist na hitro, vzamemo eno žličko teh zakisanih drožib, damo v svež kozarček, pa spet moke pa vode. Pa spet moke, ok. Pa začnemo v bistvu tako od začetka. Ja. Ok, dobro. Evo, da imam zdaj. Torej, zdaj bomo dali samo 2 grame. Ja, ti lepo sistem, veš. Ja. Voda. Imamo tule, 30 imamo zdaj. 30, 6, 7. Ok, zdaj pa samo povej, kaj četrti dan ne delaš droželink? Tako daš v bistvu maso na pol, pa za vsako nadaljuješ? Lahko jo podelimo tudi s kom drugim. Aha, ok, dobro, tako da vemo. Ja, lahko v omleto zamešaš, lahko pač dodaš tisto. Lahko kruh spečeš. Kruh še ne peč, prosim, ker še ne bo dovolj aktivno. Pa bomo dobili res kakšne kruh palačinke. Ja, ok, dobro. Učimo se. Ok. Evo, takole. Torej, kaj pa v tudi tvoji knjigi, ko si jo napisala, so kanute recepti, da nam malo povej, kaj najdemo? Ja, v bistvu v knjigi najdemo vse tisto, kar sem sama pogrešala, ko sem se pred 7 leti učila sama iz nule, no. Ja. Od zrna, različnih vrst moke, Okay. kako pripravimo droži, kako skrbimo zanje in potem kako zamesimo testo, gnecemo, oblikujemo, zarežemo, vse. In ful lepo tudi slikovno prikazano. Aha, teda je res po korakih. Ja. Ok, torej, če smo mi zdaj premalo natančne, v knjigi zvite vse. Ok, torej damo še mokco. Tako. Čakaj, sem da je nič gramo. Tule daš na 0, tukaj daš pa druge enote. Takle, imamo 21. Ok, zdaj smo v bistvu pri 5. dnevu, tole zdaj zmešamo, pa damo to počivati, pa naredimo na droželinke. Res je. In ko bo zmes spet tako puhasta, kot ste videli recimo prej. Jo spet razpolovimo. Ne, pol jo lahko že uporabimo. Aha, pol lahko uporabimo, ok. Dobro. Kaj pol po 7. dnevu? Po 7. dnevu, tako, kaj pa pol naredimo? Ja. Ker, a vidiš, da je moj rud je bel, ne? Bel pa nizek, ja. Bel pa bolj nizek, ker je malo manj noter. Aha, ok, dobro, zaradi tega? Zaradi tega, ja. Jaz uporabljam, v hladilniku imam na zalogi običajno 40 do 50 gramov drožin. Ne rabiš več. To je čist dovolj, boljš bo, da jih boš potem spet nahranil. Shranjene imam v misli, da daš moko pa vodo. Moko pa vodo. Ok, razumem. In z rženo moko bodo v bistvu najhitreje te droži prve uspele. Potem pa jih lahko postopoma začnemo hraniti z belo moko. Ker bo bela moka delala počasneje in se posledično drožine bodo tako kisele. Aha, ok, dobro. Tudi, da v bistvu osnovo naredimo v bistvu z rženo moko, potem dolgoročno pa jih hranimo lahko z belo pšenično. Ja, belo pšenično. Ok, dobro. Evo. To je zdaj v bistvu. In zaradi tega pojavljajo tudi bele. Ja, zato so pa potem bele. Jaz se v bistvu se kar fino vidi razlika. Te so ržene. Ja. Te so bele. Če boš posneli, tukaj vidi razlika. Zanimivo. Jaz tega prej nisem znala in mi je ful zanimiva stvar. Kruh pa tudi rada ješ, ne? Ja, kruh pa tudi rada jem. Absolutno, tukaj pa ne čekaj, biti mislim, da se vete, da se nam šla bolj pomisati. Ja, so mislim. Zdaj vam predpasti. Ja, hvala. Se vem, da ga se jaz. Ja. Ok, torej zdaj se pa lotimo kaj, droželink. Ja. Ok, naredimo maso tule, čekaj, tule noter smo delali. Ja, tukaj smo delali. Ok, naredimo konca, kaj še rabimo. Zdaj smo dali 200 gramov mleka. Približno 80-90 gramov droži. Ok, dobro. Zdaj bomo pa dodali 2 jajčki. 2 jajčke, ok. Evo, izvoj. Tako. Takle. Pa bomo potem še malce več povedali o drožeh. Ok, dobro. Naredimo masico, spečemo palačinke, drožalinke. Dejansko recept je pa čisto isti, ko za navadne, s tem, da daš v bistvu drožino. Ja, namesto pri tistih puhastih palačinkah bi običajno dodajali kakšni pecilni ali pa sodo. Če pa damo droži, pa pustimo shajati, to zmes.
Ja. in potem dobimo puhaste palačinke brez... Dobro, to je dejansko zdaj naredimo zmes in potem jo pustimo še vzhajati. Tako. To je tisto, ko si rekla, da rabimo čas? Ja. Ok, razumem. Pa potrpežljivost. Potrpežljivost, ja. Lačni ne smemo biti, ne? Moramo naprej študirati. Ja, a veš, to je fino, ker vedno naprej planiraš. Ja, to je ful, vse. Ok. Rabimo še mokico. Dali bomo pirino belo moko. To ima dobro, da tehtale, da imaš sistem tehtanja. Boma, 300 gramov bi bomo dali. Ok, pa sol, pa kaj smo še rekli? Vaniljo. Jaz se rada dam tudi malo mlete vanilje. Aha, mlete vanilje. Vse smo pripravili, imamo. Mleto vaniljo. Imamo sol. Evo. Sol. Izvolim. Mleto vanilja. Torej, to so v bistvu pa te puhaste ameriške palačinke. Takšne. To bomo danes delali. Ja. Če pa želite navadne, recimo, potem pa ne bi dali toliko moke, bi dali recimo pol manj moke. Aha, pol manj moke. A pa 200 gramov moke, recimo, ne? Dobro. Evo. Koliko časa pa pol ta masa za palačinke mora počivati? No, jaz sem jo naredila včeraj zvečer in sem jo potem pustila zunaj 3 urce. Ok. To recimo, potem pa sem dala v hladilnik. Aha, ok. Pustiš na stopni temperaturi 3 ure, potem pa daš v hladilnik. Ja. Ok. Za koliko časa bo mora biti pol v hladilniku ali? Lahko čez noč, lahko do kosila, lahko do večerja. Mora pa biti v hladilniku? Če ne bo v hladilniku, bo pač zmes hitreje pripravlja naprej za peko. Aha. Ok, torej ne vem, če imamo mi 3 ure zdaj odzuniti to maso, lahko gremo pol kar peč palačinke. Pol boljš da še malo pustimo. Vse bomo videli ful razliko. Aha, ok, no, to me zanima. Ja. V bistvu, dlje časa, ko pustimo zmes fermentira, lažje bo za nas. Za nas, ja. Za naše telo bo lažje prebavljivo. Prebavljivo, ok. Evo. Super, zdaj tole zdaj lepo žegati, smo rekli 300. Zdaj krsujem. Lahko. Torej, če delate pa navadne, pa malo manj. Ja. Malo zdaj zmešala. Pa bomo pol še eno rundo dodali. Ja, deva tek narediti. Sem imela 190. Zanimivo. Ok. Vaniljo smo že dali, še ne? Sva? O ne, pardon, nismo še. Sos smo dodali. Sos smo dodali. Palačinke pečejo se pa potem v bistvu isto, pač na vsake strani se popečejo, ni kakve pol pripeki, pa ni več. Sam priprava testa je postopek. Ampak tudi recimo pri običajnih navadnih palačinkah je fino, da zmes malce da malo stoji, pa da so ok. Zdaj pa sem povej, a v tej knjigi imaš pa tudi recept za poleg kruha še za ostale stvari? Ja. Ok, za kaj pa naprimer? Drož pica je fantastična, toplo priporočam. Ja, ne, se bom imela stvar držiti, bom mogla sprobati. Najdete potem recept tudi na www.drozomanija.si, tudi za drožpico. Drožpica, ja, malo rada se poigram z imeni, tako da so potem tudi imena recepta malo drugačna. Aha, ok, dobro. Evo, dajmo še malo. Rekli, da še dajmo. Potem je tudi recept za potico, za buhtle. Ja, dejansko lahko v bistvu vse sledice delaš. Ni da ni. Evo. Super. Evo. Tole imamo 300 gramov pirine bele moke. Moko pa lahko v bistvu za palačinke bi kjerokoli uporabili, ali je pol kakšne koli omitve so. Delaš z družmi, kjero moko uporabljaš, ne? Ni. Sem pa slišala, da si dobila tudi eno nagrado. Ja, da si malo pohvalim. Malo pohvalim se, dobro. Ja, evo, tukaj knjiga je dobila 2 nagradi. In sicer sva se julija vrnila iz Makao na Kitajskem, kjer je knjiga postala najboljša knjiga o kruhu za leto 2019. Odlično, čestitke. Hvala. To so v bistvu kot eni kulinarični Oskarji za te kulinarične knjige. To pa je nagrada in motivacija, za naprej. Odlično. Je pa zdaj tudi knjiga že v 3. izdaji v slovenščini, več kot 3100 prodanih. To je za Slovenijo res ogromno. Ja, kako bi rekla, drožomanija se širi, ker je ena taka pozitivna manija. Jaz se vidim, da na Instagramu se širi, na Facebooku se širi. Ko enkrat začneš, po moje ne moraš nekaj. Vse zato sem dobrala ime drožomanija. Ja, da je manija, ne? Je. Ok. Pobeg sem pekel, ne? Evo, pošaj. Vaniljo še. Kaka 2 ščepca nekje. Ja. Odlično. Zdaj pa mislim, da tehnici ne rabimo več, bomo si pripravila tule, da bomo lahko palačinke začele peči. Pekle jih bomo na kokosovem olju, smo rekli, ne? Ok. Imamo pripravljeno, eno žličko še dam. Potem pa se lahko lotimo peke.
Zdaj, odvisno, mi da bomo malo večji ponvi pekle, da bomo malo manj dobile, drugače pa odvisno od velikosti ponve, koliko palačink iz te mase potem rata, ne? Ja, odvisno. Pa koliko debele tudi naredimo, pa veliče. Ok. Evo. Dobro, jaz bom samo malo Tako je. pobrisala, da bomo imeli, veš, te lepo Čisto. površino, čisto, da bomo maknila. Drugače pa lahko z družmi tudi delamo recimo kakšne grisine, krekerje, Tudi take stvari. tudi take stvari. Kjerkoli je moka, lahko uporabljamo druži in fermentiramo. Ok, odlično. Evo. Zato sem rekla, da so z druži strašno vsestranske. Zdaj pa tole usposobimo. Ja, evo, jaz imam pa maso pripravljeno, sem eno prinesla že s sabo, tako da lahko pogledamo, kakšna je razlika. Aha, ja, to nam še pokaži, ja. A ne? Evo. Jaz sem tule dala malo stran, da bodo lahko gledalci videli tele palačinke, da bodo nastale. Takle. Evo. Zalavhamo tole pečico. Ja. Aha, tle imamo maso. Juhu. Ok. Maso. Lej, kako so lepe kuhaste. A vidiš? To moraš od blizu Ja. posneti. Obvezno. Da se prav vidi vanilja. Ja. Dala kar... Evo se vidi, koliko so lepo To narasle. so zdaj torej od včeraj zvečer. Tako. Torej, ja, pol 12 ur dejansko. Ja, nekje tako. 3 ure na sobni temperaturi, pa v hladilnik, pa potem, ko jih želimo peči, pač pečemo. Ok, počakamo se malo se greje. Bomo kakih pa še kakih? Jaz bi kar z eno žličko, pa dama kupčke. Ok. Evo, tole žlico ti kar podam, pa nam ti se pet na to stran, boš videli. Tole... Lahko še damo malo kokosa? Ja, kar tam imaš le. Super. Ful rada uporabljam za take sladke reči, no, za kakšne palačinke kokos. Ja, jaz ga Tak neki fajn okus. Ja, malo da, ampak ne preveč spet. Ja. Pa še bolj zdravo je, kot pa navadno olje. Evo. Takle. Odlično. Torej delali bomo zdaj iz te mase. Kaj pa tole maso moramo kaj pokriti? Seveda, da se nam naredi skorica. S čim pa z alufolijo? Jaz uporabljam kapo za tuširanje. Kapo za tuširanje? Ja, tudi potem za kruhke, tako priročno. Ali pa tiste povoskane folije. Ok, ja, ok, jaz bom si tele zdaj pospravila. Ja, kar pospravi si, ker da je tja, pa potem v hladilnik ni, pa za jutri ali pa za zajtrk. Cool, odlično, se že veselim. Moje bo kar za večerjo. Ja, pa kar zunaj pusti. Predolgo pa spet ne smemo pustiti zunaj, ker ko enkrat ti druži pojejo svojo hrano. Ja. Aha, začnejo padati dol. Pada dol. Dobro. Sem so res fine. Ja. A viš, tudi ob strani se vidijo mehurčki. Mehurčki, da, taki mali. Ok, odlično. Ok, veš, mislim, da lahko. Ja, lahko. Da se hitro se greje, kaj ni tukaj. Fino. Aha, zdaj razumem. Če sem prej smislila, kako bo zdaj ta žulka polna, to bo ena taka ful ogromna palačinka. Ja, take male naredimo, veš. Ja, ful je fajn. Ja, se učimo, ne? Ja, itak, vedno. Cool. Odlično. Mi da pa lahko ta čas, pa bomo iznaredile malo z sadjem, pa z... Lahko dava tudi borovnice. Ja, pa malo arašidovega masla. Malo arašidovega stroča. Jaz sem to že pripravila. In tele breskvice bom še jaz narezala. Ja. Lahko pa ni tako nadeva s čimer hočete. Na koliko malo narejeno je tu močno? Ne, ni čisto ful močno. Lahko dama še malo manj, za vsak slučaj, ker včasih se nam ful hitro porjavijo, pa fino je, da se, kako bi rekla, zmes malo usede. Ne usede, no, se veš, kaj mislim. Ja, cool. Utrdi. Ja, da ne pade dol, ne? Tako. Ok, tam imaš polno lej za obraček. Super. A vidiš, koliko so lepe? Ja. Mogoče bi lahko tudi od blizu malo posneti. Mogoče bolj, Renata, mogoče bolj, da si kar tukaj, ker moraš vse od blizu posneti. Ne, a veš, ful bolj puhaste. Vidim, ja. Že potem ne vidim, da bodo. Saj se res lepe. A je tek lahko na malo narežem, ali si imela kaj v planu? Ne, kar super. Je to v redu. Tako da bo... Ok, torej v bistvu moje s tem, zdaj pol mase, nismo pol mase. Ne, nismo pol mase. Bom naredila potem malce bolj enakomerne. Ne, se meni se pa zdi, da je to čar, da niso zdaj enakomerne. Da niso zdaj kot, ja, se vem, kaj misliš.
Evo, bomo pogledali. Nice. To. Ti si že rekla, vedno bolakša se, veš. Ja, je, ful srečen. Dan sem cela njela, pa še kruh si mi prinesla. Veš, se mi zdi, da včasih rečem, da telovadni sam zaradi tega, da lahko pol veliko jem. A ja, no, lej. Ne se ne sem zaradi tega, ampak pač. Je pa fajn, ne? Ja. Evo. Takle. Ker recimo tudi fino, kar sem tudi v knjigi dala, Ja. eno posebno poglavje, Ja. SOS, zelo obsežno. Zelo obsežno. Ja, najpogostejša vprašanje in odgovori, kaj slučajno narediti, če se nam zgodi, da se nam druži zakisajo, ali pa če nam testo ne obstaja, ampak res ful veliko pomoči. Ja, se to je fajn, mislim, je samo taka stvar, ker nismo navajeni, ne? Ne poznamo in torej je zelo uporabna tale knjiga. Ok, super. Ja, vedno več državna nam družine. Ja, vem, vidim, spremljam. Da je danes se 6 postala, vidiš? Ja, vidiš. Odlično. Tole spečemo. A bomo mi pa tole kar zdekorirale, ne? Poslikale, sprobale, povedale, koliko je, da bo, ne? Lahko bi tudi kak mes dali gor, veš? Mam, vse bomo zlikale. Glede na to, da v samo maso nismo dali Ja, ne sladkorja. Lahko tudi malo posladkamo, bomo zrihtali. Lahko jih pripravite na sladek, ali pa sta način po želji. Ja. Pa tudi lahko v bistvu kakšne slane nadeve daš Lahko. po želji gor. Ok. Če imate pa radi čokolado, lahko čokoladni vpliv naredite, ne? Lahko. Ok. Recimo za vegansko različico, Ja. pač potem jajc ne uporabimo rastlinski napitek, Ok. pa potem lahko dodamo kakšno speščano banano. Banano, ok. Pa potem Ja, pa vsake banani na Ja, načinke variante. tako. Ok, jaz sem tole pritekle dala. Sem tam mogoče malo pomalo. Ok, bomo dali. Ja. Da je malo na več, da bo malo hitreje pečeno. Ja, ampak da bo vseeno prepečeno. Da bo. Mislim, pa tukaj se mora kaj dlje peč, mislim, gledaj, danes, ko vidiš, da so zapečene, je to ni, Ja. ne. Ok. Sam ne na previsoki vročini, da ne bo potem. Da se ne zažge, ok, razumemo. To pa živimo. Ja, seveda se to je vse običajno. Ja. Se bolje, ja. Pa v bistvu ful so res take, Vidiš, da so take, ful bolj puhaste, ko pa če jih delaš z navadno maso. No. so še narasle. Ja, naraste, še naraste, čeprav zanimivo gledam to, da pač ne uporabiš, ne. Ne sode, ne precizirajo, ja, nič od tega. ja. Naravna moč fermentacije. Ful dober. Sem navdušena. Upam samo, da še pridobim na tej potrpežljivosti in čakanju. To me naučijo družine. Ja, se to rabiš. Potrpežljivosti, Kaj, vztrajnosti. zdaj že pes hodi s tem, ko boha, veš. Ja. Tudi Ok. kužki imajo radi drožaste Ja. dobrote. Okay. Mi ne bomo zdaj tole zdekorirale, poslikale in se potem vidimo čez par minut, ko bomo še poskusile. Tako, njam. Mi smo nazaj, poslikali smo se, zdaj pa pred nami najboljši del dana in sicer degustacija pripravljenega. Tako. Zdaj, preden začnemo mi tole podegustirati, preden mi to podegustiramo, naj te vprašam, zakaj bi mi sploh pekli z drožmi? Ker si slišala, da je ful zamudno, ne? Ful Ja. težko je, pa ne vem. Rabiš veliko časa, pa ljubezni, pa potrpežljivosti. Mislim, to so stvari, ki si moramo ljudje naučiti. Tako, ne? To se mi zdi en ful dober. Ful dober razlog, da dejansko se učimo z drožmi potrpežljivosti. Pa vztrajnosti, pa načrtovanja. Pa ljubezni. Pa ljubezni, etak. Ampak Pa še drugače, naprijemo, ne? seveda, ker so ti izdelki z drožmi so dosti lažje prebavljivi. Ne napihujejo napihujejo, nas, boljša prebava, potem ja. boljša prebava, seveda. Potem tudi večja dostopnost mineralov in vitaminov je. Izdelki so dlje časa obstojni. Aha, dlje časa. No, Tudi. še ena zanimivost. Še ena zanimivost in dobra stran peke z drožmi. Odlično. Potem tudi naslastni so, ful so dobri. Ja, res, mislim, kruh je božanski in zdaj bomo probale še tole. Tako, Ok, lahko kar z rokami tole. jaz mislim, da lahko, ko so tako Ja. puhaste, velike. Smo pa iz mase dobili kot 8 palačink. Približno 8 palačink. Veliki. Jaz imam z agavinim sirupom, breskvo in
Vrnicami. Ja, jaz imam pa z arašidovim maslom in sadnim. Oh my god. Kako so puhate? Ja, kako so puhaste. Oh my god, to moraš blizu posneti. Poglej, kako so puhaste, leto. Odlično. Odlično. Oh my god. Tole je zelo dobro. Jaz vam priporočam, da tole sprobate, ker so božansko dobre, veliko boljše od navadnih. Res, jaz sem se zelo ljubila. Jaz mislim, da sem postala družumanka. Čestitam. Da sem se pridružila tvoji skupini. Ja. Hvala, ker ste bili z nami. Upam, da boste poskusili drožji, peko z drožmi, kruha, palačink, česarkoli. Tale knjiga, lahko pokažem. Seveda. Ful dobra zadeva, v njej se lahko res veliko naučite. Bom dala povezavo, ki lahko naročite. Če imate kakršnokoli vprašanje, vidim, da ste itak vedno na voljo, lahko vprašajo. Če imaš delavnice, kakor vem. Delavnice, Facebook skupina, zdaj bo jeseni čartava z možem z zelo veliko delavnicami. Ful dobro. Bo objavljeno urnik. Vse na spletni strani, v spodaj. Hvala, ker ste bili z nami. Dajte nam poslediti v spodaj, so povezali v družabnih omrežjih in se vidimo v naslednji daji. Hvala. Ja, čau. Čau.